Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v kanalu Moj knjižni kotiček. Danes nas čaka zimsko obarvana pravljica, v kateri se bodo v drsanju pomerile želva, zajec in veverica. Vas zanima, kdo bo zmagal? Mene tudi. Zato predlagam, da se čim bolj udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Tekmovanje. Nehajta, no! Želvica Berta je očitajoče pogledala svoja prijatelja, veverico Fanči in zajčka Gizma. Ves ta neumni prepir okrog zmage na tekmi. Mogoče bom pa letos jaz zmagala. Fanči in Gizmo sta se zelo trudila, da se ne bi zasmejala, saj res nista hotela prizadeti prijateljice. Okrog sebe poglejta, je nadaljevala Berta. Vse je tako lepo zimsko in kmalu bo božič. Poleg tega bo tekma prav gotovo zanimiva. Vseeno je, kdo bo zmagovalec. Jaz sem svoje drsalke modificirala, je rekla Fanči, ki je strašno rada uporabljala čudne tuje besede. S temi drsalkami lahko celo zmagam. Ti, se je zahahljal zajec. Kaj pa je sploh to modificirati? Je vprašala Berta. To pomeni kakšno stvar spremeniti, da bodo drsalke hitrejše, je razložila veverica. In neko teorijo imam. Boš pa že morala imeti kaj več kot le teorijo, če me hočeš premagati, se je postavil Gizmo. Moč potrebuješ in hitrost. Jaz sem namreč zajec in zajci smo urni. Poleg tega pa sem pridno treniral, je nadaljeval. Ampak z mojo tehniko, pozabi svojo tehniko, jaz bom zmagal, je zatrdil Gizmo in je odsvoril stran. Veverica Fanči je začudeno gledala za njim. Mislim, da sem ga majčkeno ujezila. Fanči, je vzdihnila želvica Berti, ti si najpametnejša veverica, kar jih poznam in skoraj vse znaš najbolje. Ampak včasih si pa vseeno malo bolj počasne pameti. Kaj? Ali nisi opazila, da hoče Gizmo na vsak način zmagati? Jaz pa bi rada dokazala svojo teorijo in preskusila svojo novo tehniko, je rekla veverica. Berti je počasi pošlo potrpljenje. Poslušaj, Fanči. Gizmo zelo dobro drsa, pravzaprav najbolje od vseh. Zdaj pa misli, da hočeš biti najboljša ti. Naj zato ne grem na tekmovanje? Se je uprla veverica. Kaj, če se še enkrat prekalkuliram? Želva je zmajevala z glavo. Nemogoča si. Vidimo se na startu. Tekmovalni dan je bil resnično zelo zimski in dišalo je po božiču. Kosmati zborček je na ves glas prepeval. Drevesa so bila okrašena. Jezero je zamrznilo in proga za tekmovanje je bila določena. Vsi so prišli uživati v prelepem dnevu in razborljivi tekmi. Drsalci so bili na trnih, napetost je rasla. In zadonel je znak za začetek. Peng! Zajec Gizmo je poskočil in takoj prevzel vodstvo. Veverica Fanči je bila v sredini in čeprav je kar naprej buljila v beležko in pregledovala svoje izračune, je prehitevala sotekmovalce drugega za drugim. Želva Berta je dirjala, kakor hitro je mogla, in čeprav je bila zadnja, je neizmerno uživala. Na koncu jezera pa je proga naredila ovinek. Večina tekmovalcev je to opazila, le Fanči je spet tiščala nos v zapiske in drsala naravnost. Prav na tistem mestu pa je bil ozek pas jezera zaprt, ker je bil led nevarno tenak. Fanči je drsala naprej. Nenadoma je zaslišala čudno škripanje in pokljanje in še preden je lahko karkoli storila, se je znašla v ledeno mrzli vodi. In nihče ni ničesar opazil,
razen Berte. Poskusila je teči hitreje, da bi pomagala prijateljici, pa ji je spodrsnilo, prekopicnila se je in pristala na hrbtu. Zajček Gizmo pa se je bližal cilju in je že videl ciljno črto. Pred pospeškom se je še enkrat ozrl za ostalimi in opazil Berto, ki je ležala na oklepu z nogami v zraku. Niti za trenutek ni okleval. Obrnil se je in odbrzel k njej. Tedaj pa je zagledal še Fanči v ledeni vodi. Naredite lestev, primite se za moje tace, Fanči, prihajam, je zagričal v množico drsalcev. Legal je na led. Takoj za njim še nekdo, ki se je oprijel njegovih tac. Na drugega se je obesil tretji in še eden, dokler do veverice niso položili skoraj cele prave lestve. Gizmo je bil močan. Zgrabil je Fanči in jo sunkovito potegnil iz vode. Veverica je bila na varnem, zavita v toplo odejo. S šklepetajočimi zobmi je odjecljala. Jaz sem kriva, da nisi zmagal, tako mi je žal. Tvoja teorija in tvoje drsalke so bile pravzaprav kar v redu, je ugotovil zajec. Naslednje leto bom modificirala tvoje drsalke. Veliko boljšo idejo imam, je rekel Gizmo. Naslednje leto bova ti in jaz trenirala Berto. In vsi trije prijatelji so planili v smeh. Tedaj pa se je zgodilo. Vedno več živali je priteklo bliže. Dvignile so Gizma v zrak. Tako je bil presenečen, da niti pisnil ni. Nosile so ga naokrog, vriskale, se veselile in ga hvalile. Kajti kot vsi vemo, zmagaš lahko na več načinov. Ja, pa še res je. Bravo, zajček, vse pohvale, da si prijateljicama, ki sta bili res v stiski, nemudoma priskočil na pomoč, da organiziral pravo reševalno akcijo. In če tudi je zajček ogrozil zmago na tekmovanju, so ga živali prepoznale kot zmagovalca. In ja, predvsem v športnih panogah izraz zmagovalec velikokrat označuje tistega, ki je najhitrejši, najmočnejši, najvzdržljivejši, naj. Zame pa je zmagovalec tisti, ki je dobrosrčen, prijazen, iskren, zanesljiv, vztrajen in še bi lahko naštevala. Otroci, v mojem knjižnem kotičku lahko prisluhnete še pravljici Veliko tekmovanje v kakcih, v katerih so živali predstavile svoje kakce. Precej zabavna pravljica. Uživajte zimske dni in bodite prijazni do drugih. Čau, čau!